Zdravo, dobrodošli v še eni oddaji More Than Networking. Danes je moj gost Miran Razoršek, direktor VUP-a. Miran, dobrodošel. Zdravo. Hvala. Jaz sem tako, Miran, došel. Vedno najprej povem, kako sem jaz gosta spoznal. Prej smo debatirali, iskala sva, letos ugotovila 2017, po moje tam prvi polovici 2017, ko si ti Tako še je. delal na ena. Ne? Tako. In evo, kam smo prišla? Ha? Kdo bi rekel, 2017, za mi, da se dela v 2023, pa imela došti gost moje oddaje o mreženju. Jaz nisem mogel predvidevati, absolutno ne. Ja, tudi jaz ne bi mogel najti te najne povezave iz A1, ker je bilo logično, ne? Pač operater, ki se ukvarja tako s poslovnimi kot privatnimi strankami, a ne? Ja. Pa do VUP-a, ne, ki je v bistvu entertainment. In kje bo midva zdaj najdla ono skupno točko, ki naj jo bo povezala, ne? Ampak naj jo je, ne? Absolutno. Tako, Lej, daj mi sam povej, prav tako, kako se ti znajde v VUP-u? Mislim, VUP že, ko si odprl, je bila absolutno atrakcija, tako, prvi trampolin park v Sloveniji, mislim, da širše tudi v regiji, ne? Ampak kako je bilo povezava, ta most A1, čeprav ni daleč, ne? Ni Si daleč, blizu, ni daleč, ne. ampak kako si prišel do VUP-a? V bistvu sem jaz najprej spoznal punco, mamo mojih otrok, oziroma jaz temu rečem bodoča žena. Še ni? Ne še. Ok. Ampak dobro kaže. Dobro kaže. In ona je imela prijatelja. In ko sem spoznal njo in njeno družbo, sem hkrati spoznal tudi tega prijatelja, s katerim sem potem kasneje, oziroma me je povabil zraven, da skupaj odpreva trampolin park na začetku, in potem se je pač začela razvijati vsa ta zgodba o VUP-u in o tem, kaj počnemo. Jaz prav tako, prve debate, ko si ti meni rekel, da odhajaš na VUP, meni ni vedel, kaj je VUP, vi ste vedeli, kaj je VUP. In prav smo se sedela gor, pila pijačo in tako, zanimiva zgodba, s tem, da mi se pa še nekaj smo malo sodelovali na VUP-u, in v glavnem se spremljamo cel cajt. Tudi tako, ko so bili časi COVID-a, ki je meni cel promet ostal, vem, da ne govorim zraven vseh obveznosti ste imeli do zaposlenih bank, ne, in vam zapre vse centre, pa mislim, da je kartnik se je odprl, je tako? Tako je. Noro. In po je bilo v tistem času, vem, sem sedel pa debatirali, da je bila debata, se gre v areno, se ne gre v areno. Tako da, daj mi, Miran, čisto, zdaj, absolutno tako, vi ste atrakcija, zdaj tako, z vsem naborom, kar počnete, dejansko pokrijete, jaz mislim, da čisto skoraj vsako slovensko družino. Torej od mulcev, ki skačejo, pač moji so fani, absolutno, in trampolin parka, da ne grem zdaj fun walls, kartinga in vsega. Ja. In dejansko zdaj ste s tem, a ste to tako, strateško ste dejansko pokrili, dejansko imate od team buildinga, od družine pride se spročati, escape roomi, bowlingi, tako. A bi to bilo to strateško? Ne morem reči, da smo toliko strateško razmišljali na začetku, ker na začetku je bila pač ideja o trampolin parku. In to idejo je bilo treba pač nekako razviti do konca. Ker za razliko od ostalih, recimo temu mest, ki so več milijonska, je tam zelo, bom rekel, da je lahko lažje, ni nujno, ko ti postaviš toliko ogromen park, kot je naš, v neko večje okolje, mesto z večjim potencialom, se mi zdi, da je na nek način lažje v smislu, da ni treba toliko delati na vsebini, kot smo mogli delati mi. Ne, ko ti postaviš tak park v Ljubljano, z okolico, sicer smo vedeli, da je lahko to ne samo slovenska, ampak neka regijska atrakcija, ker ni bilo niti čez mejo v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem, tudi Madžarskem, nekjer takega podobnega parka ni bilo. Smo vedeli, da ima pač nek širši obseg, radi. Nismo pa čisto dobro vedeli, da bomo mogli toliko delati na vsebini. In se pravi, eno je pač klasičen obisk, nakup karte, potem je bilo pa treba razviti množico enih programov in začeli smo od vodenih vadb, že zjutraj smo začeli vodene vadbe na trampolinih, potem smo razvijali programe rojstnodnevnih zabav, potem smo temu dali akademijo oziroma treninge gimnastike in akrobatike. In seveda smo razmišljali tudi o tem, kako okolje oziroma pač
trampolin park izkoristiti za neko obliko team buildinga, grajenja odnosov z zaposlenimi. In smo razvili kar nekaj programov. In potem naslednji korak je bil tudi, da smo začeli z temi božičnimi predstavami oziroma predstavami za rojstne dneve, ker smo dobili ful dober feedback. Se pravi, večje podjetja so pripeljala svoje otroke, starše, smo organizirali predstavo, podelili darila, pripeljali božička ali pa dedka mraza, ker se tudi v poslovnem svetu je zelo zanimivo, da nekatera podjetja prisegajo strogo na božička in nekatera podjetja strogo na dedka mraza. Ne? In mi smo imeli na začetku samo kostim božička, ker se nam je zdelo najbolj logično, ampak smo rabili tudi dedka mraza. Ne? In potem smo imeli v enem trenutku osebo, ki je igrala dve vlogi. Da mi sam povej, jaz se spomnim, ko ste vid pa začeli hoditi v VUP na začetku, je bilo skoraj da ne tisto, da so animatorji, ki so bili not, opozarjali, piskali, ne to, pazi to, ne to. Ne? In vi ste kle switchali filozofijo. Vi ste dejansko pristop do tega, pač temu reči, svojega skakalca, ne, do tega otroka, ki več manj so otroci, starši smo bili bolj za support, ste dejansko spremenili. A je tako? Ja, na začetku, se pravi, ko smo mi delali nek research o trampolin parkih in smo obiskali kar nekaj trampolin parkov v Evropi, smo videli, kako to počnejo drugje in kaj bi lahko mi počeli boljše. In pri vodenju trampolin parka je ena stvari, zaradi katerih ne moreš spati po noč, je pač varnost. Ne? In mi smo vedeli, da lahko pač pride do nesreč, hudih nesreč, ker po eni strani je to športna aktivnost, po drugi strani pa, če ne upoštevaš lastnih omejitev oziroma pravil parka, lahko pač pride res do nesreče. In na začetku smo bili tako zelo, zelo, zelo strogi. In izkušnja tudi za otroke je bila zelo slaba. Vse, kar si hotel narediti, nekdo je zapiskal. Ne? Ker so bili naši animatorji, niso bili animatorji, ampak so bili redarji. In ker smo res mi smo ful enega truda vložili v preventivo, se pravi v cel proces od tega, da najprej prebereš izjavo o odgovornosti oziroma jo podpišeš in se tam seznaniš s temi pravili skakanja, do neke video predstavitve v obliki varnostnega videa, do opreme in potem ogrevanja in potem animatorjev na svojih pozicijah in pravil, kaj lahko počneš in kaj ne smeš početi. In na začetku smo bili res kot policaji. In potem smo ugotovili, da pač to nikoli, da otrokom nikoli, da staršem nikoli, da nobenemu nikoli. Če ne veš čisto dobro, ali to, kar delaš, prav ali narobe. In potem smo animatorje preobrazili do te mere, da so probali pač otroke navdušiti nad kakšnim drugim trikom. Ne? Se pravi, če tega še ne znaš, pa dajva probiva s tem. In ko si znal to, smo te povabili, ne vem, v akademijo, kjer si se lahko naučil še več. In to je bil en tak proces animacije, ko so otroci lahko napredovali, ko so se dobro počutili, ko so naredili nekaj več, ko so premagali svoj strah, ko so naredili svojo prvo salto, karkoli že. In je bilo res spremljati njihov napredek in hkrati, poleg tega, da je to vplivalo na njihovo izkušnjo, je vplivalo tudi na ponoven obisk, ker so se radi vračali. Tudi lahko povem, jaz spomnim, ker je bilo v bistvu, ko je prvič, ko sta moja dva mulca začutila to, da bomo zdaj pa v pence malo drugače, pa to fertik. Ti priješ, kako starš hočeš, ti otrok pa, da je te happy zadovoljen. Ne? In ti pride najbolj nasmejan, kaj je on za vse naredil z animatorjem Petko. In to je pameta zgodbe, ne? Kako že rekel, zgraditi odnos, da pač da rečemo tvoja stranka, ne pač enostavno ima neko boljšo izkušnjo, da si želi še več. Ne? Zdaj, več manj, ko prijo mi tebi not, vidimo mlade. Tako, in dejansko verjamem, da niste samo toliko mladi v ekipi, imate kakšne, tudi kakšen mesec starejši. Zdaj, da mi samo to povej, ker vem, ti si bil vajna produktni vodja in zdaj si direktor VUP-a in koliko se tebi v teh 6 letih spremenil pogled na mreženje? Kaj te je sploh mreženje? Tako, če ti rečem iz mreženje, na kaj ti pomisliš? Če jaz pomislim na mreženje, jaz mislim, da mreženje je en odnos, ki ga gradiš do ljudi, a v
recimo v poslovnem svetu, ali pa tudi v privatnem svetu, kakorkoli pogledaš na to. In se mi zdi, da ta odnos ali pa neko dolgoročno prijateljstvo, zaupanje, ki ga na ta način vzpostaviš, da potem skozi čas obrodi neke sadove oziroma daje neke rezultate. Ne? Se pravi, če smo mi gradili nek odnos med animatorjem in otrokom, ki je prišel, smo ju na nek način mrežili. Ne? Zato, ker pač, ne vem, mi smo animatorje predstavljali recimo skozi socialno omrežje, otroci, ki so prišli, so animatorje poznali po imenih, skupaj se je spletla neka vez in potem so se ti otroci radi vračali. So bili tako kot mogoče starejši bratje ali sestre, ki so jim pomagali pri nekem specifičnem zabavi ali pa pri pač, nekem triku, ki ga je bilo treba izvesti. Ne? In se mi zdi, da tudi v poslovnem svetu, pač, ko ti vložiš nekaj časa ali pa nekaj truda ali pa ko spoznaš dobre ljudi, ki nič ne pričakujejo od tebe in ti čisto zares nič ne pričakuješ od njih, ampak ti je samo kul, se mi zdi, da se potem na dolgi rok to nekako vrača. Pa se vi ste kot ekipa pokazali, da dejansko, kar jaz vedno govorim, da pač človek sam je nemočen, ko se pa par pravih ljudi da v eno sobo ali pa eno mesto skupaj, da se pač lahko čuda stvari kreirajo. Tako ogromno stvari. Ne. Tako da ker itak ne moreš, mislim, sam si. Lih čisto tako, intermecom je ena poslala pa en mail za neko situacijo, kjer se forsira ta že nekaj časa v zahodnem svetu individualen pristop, treba je češ otrok, ti si najbolj pomemben, da zdaj ne menjem predolg, ne, in jaz vedno rečem, nič ne moš, sam, absolutno ne moš. Tudi če, ne vem, Djokovic, kagun lupar, maha tam že nekaj časa, ne vem, vrsto let, sam nič ne more. Torej, če on ima trenerje, da ne rečem, po moji 20-30 ljudi za njega dela. Daj mi tako, Miran, glede na to, da ste pri tebi, se pravim, tako ta vidik, torej malo mlajše, malo starejše, ne vem, da mi sem pa v tvojem svetu, kakšne vrednote so te pomembne? Tako, v tem duhu grajenja odnosa, povezovanja, sodelovanja, ker pač neke vrednote moraš imeti, če hočeš to toliko časa dobro delati. Katere vrednote so te pomembne? Mi delamo ful tako, pač imamo eno core ekipo, ki pač usmerja vseh ostalih 150 do 200 študentov. Pač v vsakem primeru gre za stik 2 ali 3 generacij že skoraj. Koliko je ta core ekipa velika? Naša core ekipa ima, ne vem, core recimo, da je 15 ljudi. 15 ljudi, ok. Ja, in tako da gre za stik različnih generacij in vrednot in vodenja. In ker imamo ogromno opravka z mladimi ljudmi, ne. In čisto zares ful veliko pričakujemo od teh mladih ljudi. Okay. Zelo veliko, ne. In zato jih probamo tudi, ne bom rekel, da vzgojiti, ampak hočemo jim predati vrednote, ki se nam zdijo pač pomembne. Zdaj, ni nujno, da so prioriteta mojih vrednot lahko ista nekomu drugemu, ampak skušamo z nekim zgledom ali pa dobrim in pozitivnim ravnanjem pač pokazati, da to ni samo pač biznis, ampak da gre tukaj za nek odnos do ljudi, do staršev, do otrok in da ustvarimo pač neko tako kulturo in okolje, kjer se bomo pač vsi dobro počutili. No. Zdi, da je to ful pomembno. Okay, ko pride mlad, pa potrka na vrata, jaz bi pa delal pri vas, ne? Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno? Pač njegova energija. Njegova energija in odnos do sveta. Naš posel je tak, da rabiš ogromno energije in volje in želje, ker imaš tudi ogromno interakcije z ljudmi, ker se ti na enem, a se srečaš, prej ko slej se srečaš ali, ne vem, z direktorjem enega pomembnega podjetja, ki je pripeljal ekipo na team building, ali se srečaš, ne vem, z mamo otroka, ki tam praznuje rojstni dan, do pač različnih
profilov in z vsakim moraš ustvariti nek odnos, oziroma se moraš mogoče malo drugače obnašati. Ja, ker tu so se tudi prej pogovarjali. Jaz mislim, da ta osebni pristop, ta personal touch, ta bo pač, to bo, tako bom rekel, vedno bolj redek bo in vedno bolj ga bomo cenili. Ja. In ti, ko pridem jaz v tvoj prostor, in vidim tam dve nasmejani pač, receptorki, Ja, meni se zdi mislim, to je tako zelo pomembno. To je zame, to je ključno. Saj, ker, če je ona prijazna, če je ona energična, strokovna, vse to, kar ve, pol tudi, če, ne vem, dam primer, sistemček dol pade, človek to razume, tudi če je pult malo podrajsen, človek to razume. To v bistvu to sploh ne vidiš. Ja. Vse glih v tem je fora. Ti pač, ne vem, imaš slab dan, pa prideš k nam, imaš dober dan, pa prideš k nam, se ti nekaj zgodi na poti, pa prideš k nam. Prideš, ko je gužva, prideš, ko nekaj dol pade, prideš, ko ni, ne vem, te ne najdemo med rezervacijami. Skratka, se tudi mi znamo marsikaj narediti narobe. Ampak point je, da potem, moj moto je vedno, da probamo iz limone narediti limonado. Se pravi, če je nekdo slabe volje, če se nekomu zgodi krivica, po njegovem mnenju, pač mi tukaj nočemo čisto zares komplicirati. Ker je pač point na dolgi rok, da razumem, ste bili nezadovoljni, ali pa naša storitev ni bila popolna, ali pa je šlo nekaj narobe, na kar mogoče tudi nismo imeli vpliva. Pač ni problema. Pač vse se da rešiti. In če ste nezadovoljni, ste pač nezadovoljni, in naša skrb je, da jutri prijete še enkrat. In da popravimo tako ali drugače za to, kar se je zgodilo za nazaj. Jaz sem zdaj imel debato z Ivotom iz Kozmetika Afrodita, on reče, če nekaj ni, najprej reš problem, ne vem, če še enkrat pošlje produkt, reš problem, pa mi zadnji pucali stvari, pa gledali, kje smo ga mi, če je bila naša problem, lahko je bilo pa v, ne vem, dostava, karkoli, ampak v glavnem, koliko pride do problema, rešimo problem, pa mi med sabo pucamo. Miran, glede na to, torej mora biti energična, mora imeti voljo, neko željo, kar je danes že skoraj da ne tako, da bom rekel, lih challenge, se pravi, mi smo pri tebi v The Placeu, torej BTC nam je, v sklopu BTC-ja smo tisoče trgovine, ti že, ko prišel v to trgovino, ko vidiš, da je guna z dolgo faco, čutiš, mislim, enkrat je imela moja šla kupati, super, ga še nekaj gledati, in pravi, ti imate te 34 ali 36 za video, pa prav ne vem, in se gledate tako par sekund, in prav moja Mirjana, kaj smo zdaj? Mislim tako, da mi sam povej, razumem. Kaj pa, kdaj se pa tebi vklopijo rdeči alarmi? Kaj bi moral jaz narediti, pa en iz del tvoje ekipe, frendov, da pa pri tebi rdeči alarm pa rečeš, zdaj pa to. Kaj mora nekdo narediti? Z vidika stranke, misliš? Govorimo ne ali vseh teh odnosov, ker pač ti moraš stranko ljudi odnos, gradiš z ožjo ekipo, širšo ekipo, gradiš s frendi, govorimo, Miran, kaj človek mora narediti, oziroma kdaj se pri tebi vklopijo rdeči alarmi? Tako, iz vidika povezovanja grejnega odnosa. Neresnice ali laži, ali obrekovanje, ali pač to so te stvari, ki jih pa pač se pri meni pržgejo z rdeče luči. Tisti občutek, da nekomu ne moreš zaupati, je pač najhujši. In to je v osebnem odnosu, v poslovnem odnosu, pač kjerkoli. To je pa no-go. To zaupanje je rdeče. Jaz vam pravim tako, vedno razlagam. Če si midva zaupava, ne rabimo mi da nobenih prodajnih trikov, nobenih ekstra pristopov, pol ti meni hitro povedal, Boško, to lahko, to ne, to rabim, jaz ti pa rekel, stari, jaz to lahko dostavim, to ne morem, lahko to dostavim, ne vem, Oskar. Mislim, veš, kakšne prednost ima to v življenju? Ogromno. Ljudje se sploh ne zavedajo, da kakšno je to zaupanje močna stvar. Sam treba delati na tem. Ja, seveda, moraš pač si vgraditi. To pa ne moreš kupiti. To pa ne moreš kupiti. To pa ne moreš kupiti. Da mi povej, ti, ko gradiš odnos z nekom, a te česa strah? Kje so tiste, vsak imamo neko varovalko, kje so te tvoje, ne vem, česa ti rečemo bojiš, če se sploh česa bojiš ko stopaš v nek odnos, kaj hladen. Jaz ti bom rekel, da sem včasih kar dosti naiven, kar se teh odnosov mogoče tiče, oziroma pač sklepam po sebi in pol mislim, da so pač vsi dobri ljudje, kako ne rečem. In pol eni so malo manj, eni malo bolj. Pa si se kje face to peko, imaš kakšno tako?
Ne morem reči, da sem se čist Ni, ne. zares toliko pekel. Ja. Ja. Sem dobil kakšno izkušnjo, Okay. ne morem pa reči, da sem se In- ful opekel. No. Jaz sem delal nedolgo nazaj z eno ekipo, ki je pa tako, direktor je Putrček, Ja. tako predober. In jaz ne morem reči, faco predober. Ja, reči, pa ne naredim, se ne sem imel stari. To si ti ne moreš iti na svoje kože, ker že Ja. 45 let tak. Ti ostan tak, zdaj moraš sam najti ljudi, ki bodo cenili to tvojo dobroto, ne, to tvojo. In ne bodo izkoristili. Da te ne bo izkoristil. Ker ni problem pol v tebi, problem je Ja, samo, da si se ja. obdal z 2, 3, 4 napačnim in vedno je tako, bo kakšen prišel, ki te bo pač hotel izkoristiti. a veš, tako Ja. da, ne, to je fajn, jaz temu rečem. Saj po moje, če si ti avtentičen, ne, in na dolgi rok pač, no, okay, sem prepričan, da si se učil temu procesu. Ja, Grejenje ja, odnosa, ja, se nekaj naučiš, ja, da se naučiš, da pač rečeš, ok, zdaj pa tle bom mogoče malo bolj previden, nobene leta. Daj mi samo še tu povej, veliko delate, če gledam zdaj vaše atrakcije, pač mi se že dobro poznava, Izrael, ta zadnja je kje iz Bolgarije, Ja. Grčija, Ja, Amerika, vseh sort koncev koncev, so ja. delali naši in Ja. Slovenci. Okay, zdaj imaš tudi te mednarodne izkušnje, ne, tako da s kom je najlažje delati? Oziroma, s kom je dejansko, kar rečeš, kar reče za Nemce, natančno, kar reče A, pol je A. Kaj še Mislim, izkušnje če so ti po tvoje? pravici povem, bi rekel, da so Slovenci. No. Top, Jaz mislim, da so pač. top. Pa ne morem reči samo, da je pač ta lost, da se lahko kaj zgubi v prevodu, ne? Lost in translation, ampak se mi zdi, da s kartingom smo imeli eno tako izkušnjo, da si rečeš, wow, če bi vsa podjetja recimo delala na tak način, potem smo mi daleč pred vsemi ostalimi. Top, Res. top. Ker se ti kupaš stvari, ne vem, ali je to od Nemca, ali je to od Nizozemca, ali je to od Bolgara, oziroma Mehičana, Američana, kakorkoli. Okay. Vidiš, da je toliko še enega rezerve, da bi se dal stvari narediti boljš. Oziroma razumeti stranko, pa njene želje, ker pač ne morejo. Ti ne moreš zelo. Projekti so si različni stranki so si različne in vsak ima svoje specifične želje. In ti moraš svoj produkt ali pa svoj proces prodaje prilagoditi. Absolutno. Prilagoditi stranki. Ne more biti to samo neko ravnilovka, šablona. Ja, šablona, ne, ja. Tako je in mi zdaj to pošiljamo povsod po svetu, toliko stane in se ne ukvarjamo z detajli. Ampak detajli so pomembni. Pomembni so za nas. Ja, absolutno, zato ker ti skrbiš za svoj brand. Ne? Tako, jaz moram tudi, hočem narediti nekaj več ali pa nekaj boljše ali pa hitrejše ali pa malo bi stopil. Ja, tako. Ja. Se vem, če karting, ki smo delali, mislim, ki smo delali karting, Ja. zdaj to. Ampak karting, ki se je delal, se je pol še dejansko upgradil, ne? Ja, karting se je nadgradil, oziroma pač ne so se dodatni kvadrati, proga se je razširila, je ratala še bolj spektakularna, atraktivna. In prednost te proge je, da je tudi modularna, kar pomeni, da omogoča 3 različne postavitve. Zdaj smo na drugi postavitvi, tako da tretja je pa tista, ki bo povezala prvo in drugo skupaj. Tako da bo res tisti highlight. Ampak delali ste z isto proge. ekipo, ne? Ja. Ja, se li to je tudi čar cele zgodbe, ne? Ko imaš ti partnerja, ne? Torej, jaz dvomam, vi ste dejansko, ko ste rekli, opcija je, da karting širimo, ste točno vedeli, kam boste, oziroma kjer telefon boste obrnili. Tako. In to tudi folk, jaz tako razlagam, to je ta, spet bomo se vračali nazaj, zgradiš odnos, dobro sodeluješ, ohraniš ta kontakt, ne? In dejansko potem, ko prideš spet do nekega challengea, kar je bil prvi challenge, imamo opcijo razširiti, dejansko povečati karting, ne? Je bilo po moje tako, no-brainer, obrnem telefon in reče, ekipa, zdaj imamo pa še en izziv za vas. Ne? Absolutno. In tudi naš moto, tega sodelovanja je v tem, da se pravi, ko mi zberemo nekega dobavitelja, ki smo ga zbrali na podlagi nekega pač researcha, oziroma pač, da smo videli tudi, kaj je kje drugje naredil in na kakšen način. Mi želimo tudi postati njihov ambasador na nek način. Ne? Se pravi. Ampak v zameno za to, da pač smo mi vaš ambasador, pač želimo, da mogoče kakšno stvar prilagodite, naredite drugače, kakorkoli. Ampak od tistega trenutka dalje
bomo mi zastopali tudi vaše interese. Ker kdorkoli bo prišel k nam v park, pa imamo ogromno ljudi pride, ne vem, v Ljubljano, tujcev, turistov, pridejo, se sprehajajo, razmišljajo o tem, jaz bi to imel tudi doma, pa se zanimajo tudi za franšizo ali ne vem, kakršnokoli obliko sodelovanja. Ko pridejo k nam in mi z veseljem razložimo, od koga smo to kupili in zakaj smo pri njih to kupili. In se mi zdi, da se prodajalec premalokrat zaveda, kakšno s kom ima opravka čisto zares, ker mu lahko toliko pomagamo pri prodaji, da je škoda, da včasih tega ne razumejo na ta način. To, kar ti zdaj govoriš, ampak isto je, torej, ti smo ambasador. Če jaz pa tebi kaj za stari moj, ti v školi govoril, ne došel zdaj, živel to, da govoriš školi, pa če bo splet okoličin pa debato še to ni bilo v redu. Če ni bilo v redu. Kar me poznaš, jaz ne bom govoril, ali bom pa govoril dobro. Ampak če bi pa zgodil se tem pocukal z rokav, pa reče, kako je bilo z moškom, pa še rekel, če ni bilo okej, ni bilo okej. Jaz znaš lih včeraj, da sem nedolgo nazaj debato z enim in je debata zaposleni, ko zaposlen odhaja. Ima nek nov challenge, gre nekam. Sem rekel, dec, šampanc odpriznemo, pofotkajte nas se, pomagajmo, da najde nov challenge. Saj se sliši, da je to klišejsko, če on tebe prerastil, pa rabi nov izziv, pa tega ti ne moreš zadržati, da bo vesel za njega. Ker zakaj? Točno to, kar si ti pa rekel, on je tvoj ambasador. On bo, ker njemu piše v CV-ju, deluje, ne vem, kjerkoli, v Boškotu, kjerkoli, Superbrand, se ni važno. In valjda ga bo še eno vprašati, kako je pa pri Boškotu primirano v VUP-u. In če ti zakompliciral neki, torej to je naraven proces. Enkrat bo šel. Seveda se mi želimo, isto kot mi dva, jaz močno upam, da tam vid pa Zala šla zbajte. Ne, zdaj sta 10 po 8, zdaj še, ampak 18, 19, 20, bež dec. Točno to. In to je fora, in dejansko so oni naši ambasadori. Torej vse odnose, ki mi zgradimo, in to je dobro stališče. In to je tudi tako, po moje, ko pristopaš do partnerjev bodočih in na tak način, dejansko, če ta prav bo dojel, pa bo naredil gun extra mile. Tako. Mi hočemo v vsakem primeru nekaj pričakujemo, ampak želimo to tudi vrniti potem v obliki tega, da zagovarjamo našo izbiro in smo pač ambasadori njegovega produkta in lahko kadarkoli, ko si vzamemo čas za njegovo stranko, z vidika operaterja, kot smo mi. Kako jaz to tudi Miran razlagam? Jaz vedno rečem tako, lahko vlada še ene 2 stvari. 3, ne vem. Ne moreš biti strokovnjak za 66. To, kar mi delava zdaj, jaz snemava, kako ne jaz vem, kako to luč postaviti kamero. Jaz sem iskreno debil za te stvari. In pač niti nimam cajt energije, da bi šel to študirati. Jaz vedno tako rečem, ti naredi tako, kot zase delo, ker trik je v tem, da jim vsem rekel, sem s tabo to delal. Zdaj, če je dober, je kul, če ni dober, rekel, glej, mi je Jure to delo, zdaj pa ti pa naredi tako. Seveda je pa vedno 2 stvari, ki ful pozabljamo, je dejansko investicija v tem, torej kaj si jaz lahko kot Boško rečemo prvoščen. Torej ne morem jaz imeti par 100 evrov, pa pričakovati, da bo nekdo meni deliveral produkt za 10.000 evrov. To tudi ne gre. Ampak če pa kupuješ, ker vem, kako vi investirate v te stvari, vi ne kupite tisto, kar je dobro, preverjeno, varno. Vem, ker smo se že tokrat pogovarjali, so prej to, kakor 3% diskount. Tako da in takrat res pričakuješ, da naredi nekdo ta korak več. Da mi zdaj tako, glede na to, široka mreža v Sloveniji, regijsko, vem, koliko hodite po tujini, koliko je teh partnerjev, kako hraniš te vse odnose? A imaš kakšen trik za nas? Kako hraniš te odnose? Imaš mogoče nek seznam, koledar, ali pač prepušča se čisto spontano, pa kakor se zgodi, se zgodi. Nisem toliko organiziran glede tega. Tako da bi moj odgovor bil spontano. Spontano, ko se zgodi, se zgodi. Ampak se mi zdi pa, da je pomembno, da se ta stik ohrani v takšni ali drugačni obliki. Lahko je to mail, lahko je to SMS, lahko je to nek komentar na objavo, lahko je like v končni fazi, ker živimo v takem svetu, ampak pač sem tudi da si nekje prisoten. Kako ti najlažje komuniciraš? Kako je tebi tako, če rečemo, zdaj imamo itak ogromno opcij. Kaj je tebi tako? Kje se počutiš najbolj doma? A je to zdaj
ena taka debata, ki je brez kamer midva v živo, ali je telefon, mail. Mislim, če gre v živo, mogoče še najrajši. Najrajši, ne? Ja, to smo mi. Vse narediš stik z telefonom, z mailom, kakorkoli, ampak pač jaz se rad srečam v živo in jaz nisem pripadnik, ne vem, dela od doma, recimo, ne. Aha, ok. Ker se mi zdi, da pač se zgublja ta stik. Oziroma, tako bom rekel, ne, lahko si, verjamem v to, da si lahko bolj produktiven, če delaš sam in doma. Okay. In vem, da veliko ljudem to tudi paše. Okay. Ampak še vedno se mi zdi, da lahko to produktivnost na drugi strani skompenziraš z tem stikom, timom, ki ga gradiš, odnosi, ki se vzpostavijo, da takrat kaj, ne vem, hudo ali pa težko, ali pa ne vem, da ne skočiš z ladje, ne, ampak da vztrajaš pač do konca, zato ker si zgradil te odnose, ne, ker so pač, niso samo sodelavci, ampak so prijatelji. Ja. Si drugemu lahko pomagaš na množico načinov. Če si ti samo pred zaslonom, tega ne moreš nikoli narediti. Jaz mislim, da zdaj ni noben še po mojem pogledu tega recepta, koliko je biti delo doma, pa je bolj. Ne? Jaz absolutno verjamem v te odnose, da pač enostavno, če bova midva cel mesec, pa pol leta se videla na 2 zoomih na teden, mislim, se je ok, sam ne moreš zgraditi. Mi rabimo in stisk roke, in nasmeh, in debata, in malo small talka. Zdaj smo bili v enem podjetju in je bila fora, linijo sem imel, ki je bilo tako pakiranje nekih stvari. Ne? Ja. In so delali tako 4 gospe, ne? V tem primeru 4 gospe, ena za drugo. Ne? Tako so bile pač. In kva so naredili? Samo switcher so dali 2 na eno stran, 2 na drugo stran. Da so se gledali. Proaktivno se dvignila. Zato, ker so imeli interakcijo. Torej, večinoma monotono delo in je ratalo malo bolj zanimivo, debatirale se, pakirale se, itak je tako. No. Mislim, ti lahko, veš, mislim, norma imaš, pač tisto, kar pač je. In, vidiš, majhen trik. Mali, to so na koncu. To sem si ful lepo zapomnil. Je pa zdaj ta debata online. Ja. Pa se isto je zadeva, veš, tudi nekaj bilo, veš, ko smo bili v COVID-u, pa je bilo vse na online. Ne? Hitro se nazaj vrne to, od dogodkov, od dejansko sestankov. Jaz mislim, to hibridna verzija je fajna, zato ker lahko zelo veliko tudi tako narediš, ne rabi biti vse v živo, ne? Ampak sploh rečemo v tem svetu B2B, pa to, tako da mislim poslati. Mislim, če se na srečo živo, stisnu si roke. Ja, v tem svetu pa sploh se mi zdi, da. In to bo vedno večji velik. Vedno večji velik. Mi smo opazili, recimo po COVID-u, ogromno enih podjetij je prišlo z ekipami na team buildinge, tudi če je bilo, ne vem, uro ali pa 2 ure bowlinga, samo zato, da so se pač spet nabrali kot skupina, pa se malo sprostili, zabavali. In prav so ugotovili, da jim pač manjka ta nek socializacija ekipe. Ja. Zadnjič mi je rekla, sem bil v Decathlonu na sestanku pred Daši. In mi je rekla, da so tako vaši veliki fani in da zelo velika so. Ja, Decathlon je naš fan. Ja, ampak če sem jaz dobro razumel, oni imajo celo tako 1-2 na teden, imajo team buildinge, različne skupine, tako timi, ekipe in imajo tako nadpovprečno zadovoljstvo zaposlenih. Ne, ni sam team building, da imamo zdaj, ampak je ogromno enih stvari, ko so oni kombinirali in dejansko imajo fluktuacijo, tako zelo malo ljudi odhaja, seveda osnovna higiena pošliktana od delovnika plače, komunikacije, velike razgovore, velike interakcije, to vse, kar dejansko mi rabimo za to, da lahko dejansko kreiramo. In jaz mislim, da je to en tak izziv, ki ga mi ne štekamo pri mladih, ne, da mlad rabi nekaj več, kot sam klemaš neko urno postavko. Ja, se strinjam. Mislim, se veš, ti si bil tudi včasih, ne vem, študent, pa si upravljal študentsko delo in takrat so bile vrednote tvoje nadrejenih kakorkoli drugačne, kot so danes. Takrat je bil en tak, ne vem, je obstajal strožji režim vodenja oziroma nekega spoštovanja na drugi strani in tukaj je bilo zelo črno-bel odnos. Ne? Ja. Se pravi, delaš, to je tvoja urna postavka in ne sprašuj preveč in mislim, nič drugega. Ne?
Zdaj se mi zdi, da pa mi, ki smo pač malo starejši, pa želiš na nek način tisto, kar ti je bilo včasih naravno, vzpostaviti v novem svetu, ne gre. Ne letiš pač na ovire. Jaz verjamem tako, mladi bojo dostavili več, ne? Ampak moraš sam vedeti, zakaj. Kaj namen? Seveda, jaz se bom mogel prilagoditi mladim, oni se bodo težje prilagodili meni. Jaz se bom mogel razviti nove tehnike motivacije, vodenja, spodbujanja. Jaz ful ne verjamem v to, Miran, da mi folk začne razlagati, kako mladi so taki drugačni, nemotivirani, da si jim. Jaz poznam toliko 20-letnikov, da velikokrat se ustavim, tako pomislim, kje sem bil jaz pred 20, kje ste vi? Tako, vi ste gor. Ja. Mislim, tako, pa s parim delam, što je tako, mašine v duhu fokusa, odločnosti, tako. Jaz sem bil 10 let v kompasu, splet okoliščina sem prišel tja. To ni bilo strateško, da sem jaz izbral. Bil sem tam, ker sem 8 let, Kimo, 9 let, sam čakal in čakal, da mi oni so mi postavili benchmarke, povedali, kje sem dober, kje nisem dober k vam delu. Jaz bil poslušni, kuža, ki je sam in čakal, da ga lastnik mičkan, da mu da priboljšek, no, po domače. Oni pa tako, če ni namena, ampak so tako, jaz se od njih ogromno učim. Smo par takih, to res mislim se, če on 20 let mene ni mulc, da bi rekel mulc, ampak jaz ga gledam tako kot nekoga, ki se jaz od njega ogromno učim. Imam zdaj enega, ki delam z njemu, to je tako, in jaz sem se čist prepustil. Sem rekel, dej mi. Tako noro, od fokusa, in znaš, jaz pišem, sem rekel, nekaj sem ga klical ob 12. In on meni nobeni kliče nazaj, jaz sem na sestanku in mi pošlje SMS. Nisem te ignoriral, ampak sem bil v fokusu, veš. Veš, jaz sem telefon je bil spodaj, jaz sem bil gor, sem imel slot, ki sem ga moral podelati, ne. Tako, veš, pa sem bil pa zadnjič na eni kavi, ki pa ena gospa tam čez tako 3 mize stran in toliko se drla, da nisem mogel ne slišati, kako ona ne more delati popoldne, kako je njej, da nam zdaj razlago preveč. No. Tako da jaz mislim, da kle let, spol, tu nimam bene veze. Fura je, hočeš ali nočeš. A imaš voljo, a boš dostavo, a pač noš dostavo, da je citno. Ja, mislim, eni mladi imajo res ogromen volje in mislim, pri teh letih, tako kot si rekel, pa če sebe primerjaš s tistim obdobjem, si rečeš, wow. Ja. Kako, odkje, kako? Pa se ješ vidim že. Kaj bo rata čez njih? Mislim, že naši mulci. Pa ne zdaj tako, vsak starš je, da je mulc, ne vem. Znači, meni rekel, ko so bili na pripravah atletike, veš, ko priješ v hotel, pa dobiš gune kapučino za vrečkice. Je Jack je prodajal to. Vse sem rekel, stari, kva si ti naredil? Kaj pa cena je prav, gledaj, gune kapučini so bili 2 evra, uno mlekec, ki bi zraven smetnaca, kva je ti sprav 1 evro, kao cukor pa pol evra. In ne, on je 12, 13, 14 evrov zaslužil. Bravo. Mislim tako, veš. A veš, kaj je fajn, klej veliko vidi doma, pa če vse stane, ampak pač so ratali, pač mičkanje bolj, pustimo zdaj, kam bo to šlo, ampak mi je fajn, mi je zanimivo. Ja, nekaj mi je fajn, mi je koristenega. Ja, da mi sam tako povej, da greva sam še malo, jaz smo rečemo v življenju par oseb, ki sem blazno hvaležen, so zelo veliko tako pozitivno vplivali name. A imaš ti kakšnega tazga, ki zdaj malo pomisliš za nazaj, ki je pač pustil nek tak močen vtis na te, kakšna taka oseba, ki bi rekel, wow, zaradi te osebe sem pa jaz danes boljši šel. Mislim, definitivno bil to mogoče en mojih vodij na Simobil oziroma A1, ki me je res tako, ker sem bil jaz zadovoljen s produktom ali pa s čimorkoli, pač on še ni bil. Ne? In potem smo skozi različne interakcije drajsali, dokler pač nismo prišli do nekega konca. Ne? In pol, ko si pogledal za nazaj, s čim si bil ti zadovoljen na začetku, ne? In do česa te je pripeljal. In ko si gotovo, kakšna je ta razlika, da si naredil še enkrat več za tisto, kar si ti mislil, da je prav, je to tisto wow, ki si rečeš, ker že mislim, da sem lahko zadovoljen sam s sabo, daj pomisli še malo, če se da še kaj spremeniti ali pa narediti drugače. Tako da to je bil tak challenge, ki me kar nekaj časa sva drajsala stvari in pol ugotoviš, da kaj lahko še iz sebe stisneš. Čez koliko različnih perspektiv lahko ti pogledaš na neki. Se mi zdi, da je... Še v kontaktu? Ja. Je, ne? Še se slišim. Pa čeprav
v njih obdobju bil zelo taf. Ja, absolutno, vse tega ne razumeš. Ampak ste še v kontaktu. Ja, rečeš, zakaj, vse je dobro. Ja, ker tle po moje zelo veliko spoštovanja. Itak. Okay, jaz imam še, se je 40 minut, že minil več. No, vidiš, gre hiter, ne? Zadnje vprašanje, to vedno vprašam. Če bi lahko kaj spremenil v življenju, z vidika tega, kako graditi odnose, kako se povezati, zdaj, ko imaš veliko več izkušenj, a bi kaj spremenil? Pa dej tako ti olajšam. Postav se v srednjo šolo. Ja, se pravi, definitivno bi mogoče vzdrževal odnose z ljudmi, ki so mi bili kul. Se pravi, veliko je bilo enih vez in poznanstv, ki so zvodenela skozi čas. Vse, če bi se ponovno srečali z nekim razlogom, bi bilo to spet naravno, ampak narediti spet ta prvi korak v njegov svet ali kamorkoli. Imaš en izziv, da imaš šolce srednje šole, malo ga pogugli, zdaj, če ni v nek na stran pota šel, ampak da ga poklič. To bi bil en tak izziv. Ta je taka simpatična. Jaz se garantiram točno to, kar ste rekel. Vkolikor ste imeli pristen odnos, pa si izgubil, zato ker življenje teče naprej. Tako bi se samo nadaljeval tam dalje. Točno to. Ampak je pa težko kar stopiti, pa pomagati, pa reči živijo. Ampak zaradi tega smo tukaj. Mreženje je mogoče tudi to, da greš čez sebe, počasi dvigneš roko pa rečeš, tukaj sem, pa če bi pa spila eno kavo po dolgem času. Čistko, brez veze v bistvu. Ampak, mi sem bila, za zaključek, sam še to, jaz sem v Radovcu hodil na gostinsko in potem tam je bil en fast food. Pozabil sem ime, ampak je bil gospod tako 30 let če tisti fast food. In mul sedel tam, in zdaj smo šli na nekaj smo imeli v Radovci in grem jaz mim, sem rekel, nisem bil lačen, res ne, jaz sem šel burger tam iskati. In meni moja prav, pa kaj je fora, srček, jaz ti pisati ne morem, to ima nek poseben okus. Pa je lahko bila po moje poprečen burger, ampak je bil meni sanski, ker jaz, ko sem burger jedel, meni so vse te spomini. So bili vsi spomini, Ja, Miran, hvala ti, super debata, tako da dragi gledalci, gledalke, poslušalke, hvala, da ste bili v še eni oddaji More Than Networking. Moj gost je bil Miran Razoršek, tako da če vam je bilo kul, lajkite, komentirajte, šerite, dajte tako, da vam Miran na koncu ful ogledal. Uživite. Hvala. Adijo.